V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Božjo besedo, ki nas spremlja v tem premišljevanju, Sveti Oče, častitljivi patri, bratje in sestre, je tista, ki jo beremo v Janezovem evangeliju. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: Žena, glej tvoj sin. Potem je rekel učencu: Glej tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Iz tega tako zgoščenega besedila bomo v tem premišljevanju pozorni samo na prvi, pripovedni del, in pustimo za naslednjič preostanek evangeljskega odlomka, ki vsebuje Jezusove besede. Če je bila na Kalvariji poleg Jezusovega križa Marija njegova mati, pomeni, da je bila tiste dni v Jeruzalemu. In če je bila v Jeruzalemu, je videla vse, je bila navzoča pri vsem. Bila je navzoča pri upitju Baraba, ne tega. Bila je navzoča pri Ecce Homo. Videla je meso njegovega prebičanega in krvavečega telesa, okronanega s trnjem, polgolega pred množico, kako zdihuje in ga stresajo smrtni krči na križu. Slišala je tolčenje udarcev kladiva in žaljivki: Če si Božji sin. Videla je vojake, kako so si delili njegova oblačila in suknjo, ki mu jo je morda ona sama stkala. Poleg Jezusovega križa pa so stale, tako beremo, njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Marija torej ni bila sama, bila je ena od žena. Da, ona je bila tam kot njegova mati. In to postavlja Marijo v povsem drugačen položaj kot drugi. Spet mi prihaja na misel pogreb 18-letnega fanta. Za krsto je šlo več žena. Vse so bile oblečene v črnino, vse so jokale, zgledale so vse enako, a med njimi je bila ena drugačna, ena, na katero so vsi navzoči mislili in so vsi, ne da bi se ozirali k njej, gledali na njo skrivoma. Mati. Bila je vdova in imela je samo tega sina, gledala je krsto. Videlo se je, da so njene ustnice brez prestanka ponavljale sinovo ime, ko so verniki po hvalospevu začeli moliti: Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Je tudi ona, verjetno ne da bi se zavedala, začela šepetati: Svet, svet, svet. V tistem trenutku sem pomislil na Marijo ob vznožju križa, a od nje se je zahtevalo še nekaj veliko težjega, da odpusti. Ko je slišala sina govoriti: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, je razumela, kaj nebeški Oče pričakuje od nje, da iz srca izreče iste besede: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In ona jih je izrekla. Odpustila je. Če je Marija bila lahko skušana, kakor je bil tudi Jezus v puščavi, se je to zgodilo še posebej pod križem. In to je bila silno globoko in boleča skušnjava, ker je zadevala prav Jezusa. Verovala je v obljube. Verovala, da je Jezus Mesija, Božji sin. Vedela je, da bi Oče, če bi ga Jezus prosil, poslal več kot 12 legij angelov. Videla pa je, da Jezus ne stori nič. Ko bi se osvobodil križa, bi osvobodil tudi njo, njene strašne bolečine, a tega ne stori. Marija pa ne kriči: Stopi s križa, reši sebe in mene. Ali: Druge si rešil, zakaj zdaj ne reši še sebe, sin moj? Čeprav je zlahka uvideti, kako bi se morala podobna misel kar sama od sebe pojaviti v srcu matere. Marija pa molči. Človeško povedano, bi obstajali vsi potrebni razlogi, da bi Marija zakričala k Bogu: Prevaral si me. Ali kakor je nekega dne zakričal prerok Jeremija: Zapeljal si me in dala sem se ti zapeljati. In bi pobegnila dol s Kalvarije. Nasprotno, ona ni pobegnila, pač pa je ostala po konci, v molku. In tako je postala na prav poseben način močenka vere, najvišja pričevalka zaupanja v Boga, takoj za sinom. Ta pogled na Marijo, ki se pridruži žrtvi sina, je našel trezen in slovesen izraz v besedilu drugega Vatikanskega koncila. Tako je tudi preblažena devica napredovala na romanju vere
in vztrajala v svojem zedinjenju s sinom zvesto do križa, pod katerim je, ne brez Božjega načrta, stala v globokem sočutju s svojim edinorojencem in se z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje glavne žrtve, katero je sama rodila. Marija torej ni stala poleg Jezusovega križa, blizu njega samo v telesnem in krajevnem pomenu, ampak tudi v duhovnem. Pridružila se je Jezusovemu križu. Bila je v trpljenju samem. V svojem srcu je trpela, ker je sin trpel v svojem mesu. In kdo bi mogel misliti, da je bilo drugače, če vsaj malo ve, kaj pomeni biti mati. Jezus je bil tudi človek. Kot človek je v tistem trenutku v očeh vseh samo sin. Kazensko usmrčen v navzočnosti matere. Jezus ne reče več, kakor v Kani, kaj imam s teboj, žena, moja ura še ni prišla. Zdaj, ko je njegova ura prišla, imata on in njegova mati skupno nekaj velikega, isto trpljenje. V teh skrajnih trenutkih, ko se je celo oče skrivnostno umaknil njegovemu človeškemu pogledu, je Jezusu ostal samo še pogled matere, da v njem išče zatočišče in uteho. Mar bo to navzočnost in to materinsko tolažbo zavrnil on, ki je v Getsemaniju prosil 3 učence in jim rekel, ostanite tukaj in čujte z menoj. Zdaj pa si moramo, kakor vedno sledimo vodilnemu načelu, po katerem je Marija podoba in ogledalo cerkve, njen prvi sad in vzor, zastaviti vprašanje, kaj je hotel cerkvi povedati Sveti Duh, ki je uredil, da je v Svetem pismu zabeležena ta Marijina navzočnost ob Kristusovem križu. Tudi tokrat sama Božja beseda vključno zarisuje prehod od Marije k cerkvi in govori, kaj mora storiti vsak vernik, da bi jo posnemal. Poleg Jezusovega križa, piše, je stala Marija, njegova mati, ob njej pa učenec, ki ga je ljubil. V omembi je skrita spodbuda. To, kar se je zgodilo tisti dan, kaže, kaj se mora goditi vsak dan. Treba je stati pri Mariji poleg Jezusovega križa, kakor je stal učenec, katerega je ljubil. V tem stavku se skriva dvoje. Najprej, da je treba stati poleg križa in potem, da je treba stati poleg Jezusovega križa. Videli bomo, da gre za 2 sicer neločljivi, a različni stvari. Stati poleg Jezusovega križa. Te besede nam govorijo, da je prvo, kar je treba storiti, in to je najpomembnejše od vsega, ne to, da stojimo poleg križa na splošno, ampak poleg Jezusovega križa. Ne zadošča samo stati poleg križa, to je v trpljenju, stati tudi v molku. To je videti že samo po sebi nekaj junaškega, a vendar to ni najpomembnejše. Lahko je celo čisto prazno. Odločilno je, da stojimo pri Jezusovem križu. To, kar šteje, ni lastni, ampak Kristusov križ. Ni trpljenje, ampak verovanje. Na ta način si prilastimo Kristusovo trpljenje. Prvo je vera. Tisto, kar je bilo pri Mariji največje, ko je bila pod križem, je njena vera. Še večja od njenega trpljenja. Sveti Pavel pravi, da je evangelij Božja moč za tiste, ki verujejo. Za vse, ki verujejo, ne za vse, ki trpijo. Čeprav je to dvoje, kakor bomo videli, združeno. Tu je vir vse moči in rodovitnosti cerkve. Moč cerkve prihaja iz oznanjevanja Jezusovega križa. To je iz nečesa, kar je v očeh sveta često simbol neumnosti in šibkosti. To potegne seboj odpoved vsaki možnosti ali volji po soočenju z neverujočim in lahkomiselnim svetom, z njegovimi sredstvi. To je z modrostjo besed, z močjo argumentov, z ironijo, smešenjem, sarkazmom in vsem, kar je močno v očeh sveta. Treba se je odpovedati človeški premoči, da bo lahko prišla na dan in delovala Božja moč, ki je vsebovana v Kristusovem križu. Treba je vztrajati pri tej prvi točki, ker jo bomo še potrebovali. Večini vernikov ni nikoli nihče pomagal, da bi vstopili v to skrivnost, ki je samo srce nove zaveze, središče kerigme, torej oznanila, in ki spreminja življenje, stati poleg križa. Toda, kaj je znamenje in dokaz, da resnično verujemo v Kristusov križ? Da beseda križa ni samo beseda. To je abstrakten princip, lepa teologija ali ideologija, ampak resnično križ. Znamenje in dokaz je v tem, da vzamemo lastni križ in hodimo za Jezusom. Znamenje je v tem, da smo soudeleženi pri trpljenju, da smo križani skupaj z njim, da svojim trpljenjem dopolnjujemo to, kar v našem mesu manjka Kristusovega trpljenja.
Celotno kristjanovo življenje mora biti živa žrtev, podobna Kristusovi. Ne gre samo za pasivno sprejeto trpljenje, ampak tudi za aktivno trpljenje, ki ga živimo zedinjeni s Kristusom. Trdo ravnam svojim telesom in ga osužnjujem, pravi sveti Pavel. Vse Kristusovo življenje je bilo križ in muka. In ti zase iščeš počitek in veselje, opominja avtor hoje za Kristusom. V cerkvi sta obstajali dve različni drži pred Kristusovim križem. Ena, bolj značilna za protestantsko teologijo, utemeljeno na veri in prilaščanju, ki mu Kristusov križ služi za vzvod, in druga, ki so jo vse v preteklosti gojili pretežno v katoliški duhovnosti, ki poudarja vidik trpljenja s Kristusom, so udeležbe pri njegovem trpljenju in kakor v primeru nekaterih svetnikov, celo vidik podoživljanja Kristusovega trpljenja na sebi vse do tega, da je bilo na njih mogoče videti vtisnjene stigme. Ekumenizem nas danes sili, da oblikujemo sintezo tega, kar je v cerkvi nekoč postopno pripeljalo do nasprotij. Seveda, ne gre za to, da bi na isto raven postavili Kristusovo in naše delovanje, ampak da sprejmemo besede svetega pisma. To nam govori, da nobena od teh dveh stvari, niti vera, niti dela, brez druge ne more biti živa. Sama vera v Kristusov križ mora iti skozi trpljenje, da se pokaže kot pristna. Prvo Petrovo pismo pravi, da je trpljenje topilnica vere, da vera potrebuje trpljenje, da se očisti kakor zlato v ognju. Naš križ ni že sam po sebi odrešenje, niti ni moč, niti modrost. Sam po sebi je zgolj človeško delo ali celo kazen. Postane Božja moč in modrost, kolikor nas, v spremstvu vere in po Božjem načrtu, poveže s Kristusovim križem. Trpeti je pisal sveti Janez Pavel II. Svoje bolniške postelje po atentatu. Pomeni postati še posebej občutljiv, še posebej odprt za delo Božjih odrešenskih sil, ki so v Kristusu podarjene človeštvu. Trpljenje pridruži človeka Kristusovemu križu, ne samo na intelektualni način, ampak eksistencialno in konkretno. Je nekakšen kanal, dostop do Kristusovega križa, ki ni usporeden z vero, ampak eno skupaj z njo. Zdaj pa moramo razširiti svoje obzorje. Za evangelista Janeza, ki nam posreduje ta dogodek, Kristusov križ ni samo trenutek Kristusove smrti, ampak tudi trenutek njegovega veličastva in zmagoslavja. Vstajenje je že na delu v znamenju duha, ki se izliva. Na Kalvariji torej Marija s sinom ni delila le smrti, ampak tudi prvine vstajenja. Podoba Marije ob vznožju križa, kjer je prikazana samo žalostna, v stiski in objokana, kakor jo opeva slednica Stabat Mater, mati žalostna, ne bi bila popolna. Na Kalvariji ni samo mati bolečin, ampak tudi mati upanja, mater spej, kakor jo kliče cerkev v eni od svojih himen. Sveti Pavel trdi o Abrahamu, da je veroval proti upanju. Isto je treba reči, in to še bolj upravičeno, o Mariji pod križem. Verovala je, upala proti slehernemu upanju. To je v položaju, v katerem človeško gledano ni več nobenega razloga za upanje. Na neki način, ki ga ne moremo razložiti in ki ga verjetno ni bila sposobna razložiti niti ona, je Marija kakor Abraham verovala, da je Bog sposoben svojega sina obuditi tudi od mrtvih. Neko besedilo drugega Vatikanskega koncila omenja to Marijino upanje pod križem kot odlično prvino njenega materinskega poklica. Pravi, da je pod križem s pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na popolnoma edinstven način sodelovala pri odrešenikovem delu. Zdaj prihajamo do cerkve, to je do nas samih. O treh rečeh, ki se jih cerkev spominja v velikonočnem tridnevju. Gospodovega križanja, pokopa in vstajenja. Mi, kako piše sveti Avguštin, v sedanjem življenju udejanjamo samo to, kar pomeni križanje, medtem ko po veri in upanju ohranjamo to, kar pomeni ta pokop in vstajenje. Tudi cerkev, kakor Marija, živi vstajenje v upanju. Tudi zanjo je križ predmet izkustva, medtem ko je vstajenje predmet upanja. Kakor je bila Marija poleg križanega sina, tako je cerkev poklicana, da stoji poleg današnjih križanih, ubogih, trpečih, ponižanih in razžaljenih, da stoji z upanjem. Ne zadošča sočutje z njihovimi težavami, niti poskus, da se jih olajša. To je premalo.
To lahko naredi kdorkoli, tudi tisti, ki ne pozna vstajenja. Cerkev mora dati upanje, s tem da oznanja, da trpljenje ni nesmiselno, ampak ima pomen, ker bo prišlo vstajenje od mrtvih. Cerkev mora dajati razlog upanja, ki je v njej. Ljudje za svoje preživetje potrebujejo upanje, kako rabijo kisik za dihanje. Tudi cerkev potrebuje upanje, da lahko nadaljuje svojo pot po zgodovini in se ne čuti pritisnjeno ob tla od neprilik. Na splošni audienci 11. marca, zadnji javni pred ukinitvijo zaradi koronavirusa, nas je papež Frančišek spodbudil, naj živimo ta čas preizkušnje s pogumom, odgovornostjo in upanjem. Rad bi poudaril predvsem njegov klic k upanju. Upanje je bilo dolgo časa in je med teologalnimi krepostmi še zdaj mlajša sestra, revna sorodnica. Pesnik Charles Péguy ima s tem v zvezi zelo lepo podobo. Pravi, da so 3 teologalne kreposti, vera, upanje in ljubezen, kot 3 sestre, 2 odrasli in ena še deklica. Skupaj hodijo po cesti in se držijo za roke, 2 veliki ob strani in mala v sredi. Deklica je seveda upanje. Ko jih vidijo, vsi rečejo, gotovo morate 2 večji, kar vleči malo v sredini. Pa se motijo. Deklica upanje vleče obe sestri. Kajti, če se zaustavi upanje, vse obstane. Postati moramo, kakor predlaga sam pesnik, zavezniki deklice upanja. Si kdaj goreče upal na nekaj, na božji poseg, pa se ni nič zgodilo? Si se vnovič povrnil k upanju, ob naslednji priliki pa spet nič? Vse je šlo kakor prej, kljub tolikim prošnjam, tolikim solzam in morda tudi tolikim znamenjem, da boš lahko vendarle uslišan. Ti samo upaj še naprej, upaj še naslednjič, upaj vedno, do konca. Postani zaveznik upanja. Postati zavezniki upanja pomeni dovoliti Bogu, da te razočara, da te tu doli prevara, kadarkoli se mu zahoče. Še več, pomeni, da si v bistvu zadovoljen v nekem odmaknjenem kotičku srca, da te Bog ni uslišal, ne prvič, ne drugič, in da te še vedno ne posluša, ker ti je tako dovolil, da mu boš dal še en dokaz, da opravi še eno dejanje upanja. Vsakič težje. Naklonil ti je veliko večjo milost od tiste, za katero si prosil. Milost, da upaš vanj. On ima pred seboj vso večnost, da mu odpustiš za zamudo. Treba pa je biti pozoren na nekaj. Upanje ni samo lepo in poetično notranje razpoloženje, težavno samo toliko, kolikor se nam zahoče, ki pa nas sicer pusti nedejavne in brez konkretnih nalog. Torej je slednjič jalovo. Nasprotno, upati pomeni ravno odkrivati, da je še nekaj, kar bi se dalo narediti, da obstaja naloga, ki kliče k rešitvi in da zato nismo prepuščeni prazni in hromeči nedejavnosti. Pa tudi, če ne bi bilo z naše strani mogoče narediti nič več, da bi spremenili neki težaven položaj, še vedno ostaja za reševanje velika naloga, tako velika, da nas ohranja dovolj zaposlene in od nas odmakne obup, da namreč potrpežljivo zdržimo do konca. To je bila velika naloga, ki jo je Marija dovršila v upanju pod križem. In s tem je pripravljena zdaj pomagati tudi nam. V Svetem pismu smo priča pravim in resničnim vzgibom upanja. Eden teh je v 3. Jeremijevi žalostinki. Ta je pesem duše v najbolj obupani preizkušnji. In ga je, mogoče skoraj dobesedno nanašati na Marijo ob vznožju križa. Jaz sem mož, ki je videl bedo pod palico njegovega besa. Mene je odpeljal in vodil v temo in ne v luč. Ogradil me je, da ne morem uiti. Če tudi vpijem in moledujem, potlači mojo molitev. Dejal sem torej, izginila je moja večnost in upanje, ki je od Gospoda. Potem pa vznik upanja obrne vse na glavo. V neki točki molivec reče sebi, Gospodovo usmiljenje ni prenehalo. Zato imam upanje vanj. Zakaj Gospod ne zavrača za vselej? Zakaj, če je prizadel bolečino, se bo usmilil? Morda je še upanje. V trenutku, ko se prerok odloči za upanje, se tudi ton spremeni. Tožba se spremeni v zaupno pričakovanje Božjega posega. Znova obrnimo svoj pogled k njej, ki je zmogla stati poleg križa, upajoč proti vsakemu upanju. Kličemo k Mariji kot materi upanja z besedami starodavne cerkvene himne. Salve mater misericordie.
Mater Dei et Mater Venie, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitia, o Maria. E la traduzione: Salve, o Madre di misericordia, Madre Bodi di Dio, zdrava, Madre Mati di usmiljenja, perdono, Mati Madre Božja di in Mati speranza upanja, e Mati Madre blaga di in Mati grazia, milosti, Mati Madre polna si di svete santa radosti, allegrezza, o Marija. o Maria. Prevedel brat Miran Špelić, Sia lodato frančiškan. Gesù Cristo.